pripravljeno živil je jed iz pečenega testa, ki je bil prvotno zmesen iz žitne moke in vode. Kasneje so v osnovni zmesi dodali še sol in droži, kasneje kvas. Kruh je sinonim za hrano nasploh in je skupaj z vodo pogoj za preživetje. Ljudje so to izrazili s preprostimi besedami. Živeti ob kruhu in vodi, biti kruha sit, kruha se je preobjedel, ta se je pa s belim kruhom skrigal. Dar kruha je našim slovanskim prednikom pomenil zvestobo, danost, neločljivo prijateljstvo in gostoljubje. Ko je gost prišel v hišo, so mu ponudili kruha in soli. Na to šego še danes spominja rek. Če želiš, da bi te imel kdo rad, mu daruj kruh. Z njim so označili značaj človeka, da je dober kot kruh. Posebno mesto ima kruh v krščanstvu. Jezus je kruh in vino zaradi njune sporočilnosti izbral za znamenje njegovega telesa in krvi. Simbolizirata tudi cerkveno skupnost in njeno enotnost, saj je kruh pripravljen iz številnih zmletih žitnih zrn, vino pa je stisnjeno iz mnogih grozdnih jagod, kakor je cerkveno občestvo sestavljeno iz množice. Ljudje so s kruhom vse do današnjih dni ravnali spoštljivo. Poljanska legenda o Velikem Gorjanu pripoveduje, da so se v Velikanu zasnubili lačni otroci, zato je Poljancem priskočil na pomoč pri oranju in setvi žita. Tisto leto so Poljanci naželi toliko žita, da so se z njim napolnili vse kašče. In ker so imeli kruha preveč, ga niso več spoštovali. A ko je ponovno napočil čas oranja, so Poljanci Velikana zaman vabili, naj pride v dolino in jim pomaga pri delu. Dolino se je vračal le po noči, da jim je pomendral njive. Od takrat so njive v Poljanski dolini, nerodovitne, v vseh v Poljanski soli, včasih manjka tudi kruha. Kako dolgo že poznamo kruh? Kruh so ljudje poznali že v času neolita, kaj še kalorinobe. Prve vrste kruha so bile narejene iz žita in vode, to so bili mlinci. Kvašen kruh so pekli šele v starem Egiptu, od njih se je znanje preneslo naprej na Feničani, Grki in Rimljani. Poleg štruc in hlebcev so Rimljani poznali tudi že krušno pecivo, kifelce, krofe in druge stvari. S propadom antike se je znanje v peki kvašenega kruha zamrlo. Jezikovno gradivo iz let 817-1436 kaže, da so kruh poznali že alpski Slovani. Več o njem zapiše Janez Vajkard Valvazor leta 1689. Pšenica povsod na Kranjskem rada raste. Eno zrno običajno povrne s 5 zrni, danes 22 do 24 zrni. Za peko kruha so uporabljali tudi rž, ki so jo sejali skupaj pšenico. Tako mešanico še danes imenujemo šorsca. Med žiti je bila razširjena tudi ajta. Iz posejanega enega zrna običajno pride 8 drugih. Iz ajdove moke pečejo navadno kruh, ki je črn kot zemlja. Vseeno, če tudi je črn, nimajo plemenita ali meščanska usta nobenega razloga, da bi ga zaničevali, ker je prav dobrega okusa in dober za jed. Edino tam, kjer mešajo vanj veliko osa, se precej drobi. Sicer običajno ajdi primešajo ječmen in proso, iz tega nastane dober kruh. Na Kranjskem so zelo malo sejali sirka ali laškega prosa. Če tudi semensko zrnce poplača z 10 zrni in se večinoma daje želeti prašičem, a se pogosto iz njega tudi peče kruh. V 19. stoletju so omenjenim žitom za peko kruha pridali še koruzo. V zvezi s kruhom sta se razvili 2 obrti, mlinarstvo in pekarstvo. Na Loškem se njim prvič omenja v listini iz leta 1106. Mlini so opisani tudi v Robaru iz Luškega gospodstva 1291.
so bili vlasti zemljiškega gospoda. Kmalu so vine začeli postavljati tudi podložniki. Ti so bili obrtniški ali hišni, slednji so imeli le za lastne potrebe. V mestih se je v 13. stoletju začela postopoma uveljavljati pekovska obrt. Na Loškem se prvič omenja v Stari Loki leta 1991. Loški peki so bili najprej vključeni v kranjski pekovski ceh. Leta 1652 pa so ustanovili svojega. Cehovska pravila so prepovedovala prodaja kruha sušmarjem, to je tistim, ki so upravljali pekovsko obrt brez dovoljenja, gostilničarjem in vinotočem. Ljudje pa so ga lahko pekli za lastne potrebe. Peki so smeli peči kruh ob nedeljah in praznikih samo v zelo nujnih primerih. V začetku 17. stoletja so v mestni hiši v Škofji Loki odprli trgovino s kruhom, imenovano kruharno. Pod nedeljek ni smel noben pekovski mojster prinesti kruha v kruharno pred 11. uro, saj so morali prej prodati starega. Pekovska obrt je bila dolgo časa izrazito mestna obrt. Sredi 18. stoletja v Škofji Loki naštejemo 10 pekov. Število pekov se ni bistveno spremenilo vse do 1880, ko se je na Loškem omenja 7 pekov v Škofji Loki in okolici, 3 v Poljanski dolini, v Selški dolini, pa te obrti še ne srečamo. V registru obrti za obdobje prve polovice 20. stoletja je v Škofji Loki delovalo 5 pekov, 2 v Stari Loki in 1 trati pri Škofji Loki. V Selški dolini je bil en pek v Selcih, Češnici in Zgornji Solici. V Poljanski dolini Brežirov pa sta 2 peka delovala v Gorenji vasi in Poljanah. V Rošovinskem samostanu so vune same pekle kruh belega in črnega, nekaj so ga dokupile še v pripeku. Tudi pri kapucinarjih so pekli belega in črnega, koruznega pa za reveže. Veliko loških gospodin je samih zanesilo kruh, peči pa so ga nesli k pekom. Po drugi svetovni vojni so pred nacionalizacijo kruh pekli še 3 peki, po eden v Škofji Loki, v Želih in Železnikih. Leta 1947 je pekovske obrate v Škofji Loki prevzela mestna pekarna in slaščičarna, ki se je leta 1972 preimenovala v Peks Škofje Loka, ki je leta 2004 postane del Mlinotesta. Obrnimo se še malo v preteklost. V srednjem novem veku je sodil kruh tudi med dajatve podložnikov. Enkrat na leto, ko je oskrbnik gospodstva s tvojim spremstvom prišel v župo, to je bila neka enota v loškem gospodstvu, da je razsojal razne prepire, kaznoval prestopnike in pobral davke. Za to srečanje so morali podložniki te župe dati hlebec kruha, piščanca in nekaj ovsa za celotno spremstvo. Kruh je bil tudi nekaj vrste plačilno sredstvo, saj so na primer tovorniki, ki so za frajsniškega gospoda tovorili vino iz Trsta, dobili 16 hlebčkov rženega kruha, spečenega iz polmernika rži. Loški mernik je bil nekako 2,4 litre. Kako so pripravljali kruh? V mestu in gradovih so se krušne peči začeli uveljavljati v 14. in 15. stoletju. Med leti 1437 do 1938 so že imeli krušno peč na Kranjcu. Naslednje leto so jo postavili še na Starem gradu, pod Ljubnikom. Krušne peči pa ne bi po kmetijah začeli postavljati šele najkasneje v 17. stoletju. Pred tem so pekli kruh tako, kot nam prikazuje detalj freske Svete nedelje iz Crngroba iz 60. let 15. stoletja. Kruh so zanesili v mlečkah, se to vsi veste, kaj so to mlečke, ne? To so lesene izdolbene posode. To se pravi, zanesili so ga v mlečkah, ga pustili vzhajati, nato pa so ga spekli na ognjišču pod ščrepinjo, na katero so nasuli žarjavico. Posebne nize za gnetene testa in imenovane mentrge so se pojavile šele v 19. stoletju. Mentrga je niza s koritom za veselje testa, ki se je razvila iz mlečke. Ponekod
so jih ponoči uporabljali za otroško ležišče. Namesto kvasa za vzhajanje so ženske uporabljale družin, ki so jih delale iz prosene ali osene moke, ki so jo zmesili z vodo ali iz prosene moke in mošta. Z rokami so oblikovali hlebčke in jih posušili. Pred peko so jih namočili v vodi in zamesili v novo testo. Pogosto so za kvašenje uporabljali tudi posušen kos testa prejšnje peke, samo da so ga posušili. Kvas so postopoma začeli uveljavljati šele v času po prvi svetovni vojni. Najpogostejša oblika kruha sta bila štruca in pa hlebec. Le najbogatejši so že v visokem srednjem veku jedli žemlje, rogljiče in preste, ki so med ostalo ljudstvo prišli, pa tudi to bogatejše ostalo ljudstvo prišli šele konec 19. stoletju. Presta je drobno trajno pecivo iz kuhanega kvašenega testa. Po ljudskem izročilu so se jih v fevdalni dobi naučili izdelovati ženske iz vasi v okolici samostana Velesovo. Le-te so preste po celotni Gorenjski Ljubljani prodajale zlasti v adventnem in postnem času. Žemlje so kruhki ovalnih oblik z eno zarezo, medtem ko okroglih kruhki z več zarezami imenujemo kajznice. Rogljič ali kifels imenujemo polkrožno krušno pecivo, ki je bilo obenem tudi vzdevek za avstro-ogrskega policaja. Le-ta je nosil svojo osebno številko na kovinski ploščici pod ovratnikom, ki je po obliki spominjala na rogljiček ali kifels. Kruh so pekli ponavadi enkrat na teden, le v večjih kmečkih delih dvakrat. Če ga je zmanjkalo, do nove peke so rekli otrokom, da je šel kruh spat. To v bistvu, če preberete ta tekst, vidite, kako je bil kruh res zaželjena dobrina. Kruh je včasih spremljal človeka na vseh mejnikih njegovega življenja, rojstvu, poroki in smrti. Ob krstu je botra prinesla porodnici pogačo. To je bil visok hlebec kruha, narejen iz bele moke, mleka, surovega masla in jajc. Na Poljanskem sta botra zraven prinesla še toliko hlebčkov kruha, kolikor je bilo otrok pri hiši. V Dražgoših je porodnica poleg pogače dobila še 3 hlebce kruha. Škofje Loki pa so prejele pleteno štruco in kuro. Kruh je bil prvo darilo otrokovi materi v želji, da otrok ne bi bil nikoli lačen. Ko je dekle kot nevesta odhajala iz domače hiše, ji kot zadnjo darilo so dali hlebec kruha, da bi bila v novem življenju srečna in da ji ne bi primanjkovalo hrane. Ko je mlada žena prvič prestopila prag novega doma, jo je tam pričakala tašča s kruhom v roki v želji, da si bosta v sreči in slogi delile hišni krov. Zdaj pa, če pogledate tole sliko, boste videli na mizi ženitovansko pogačo. Za svadbo in nevesti botra spekla ženitovansko pogačo in jo krasila z umetnim cvetjem, narejenim iz krep papira in svečkami. Ko se je stemnilo, je družica to ženitovansko pogačo prinesla v prostor, kjer je pač se vršila ohcat, jo dala drugu na glavo in skupaj sta zaplesala, potem pa položila ženitovansko pogačo nevesti in ženitnu na mizo. Ko je bilo konec svadbe, so jo razdelili med svate. Kruh je človeka spremljal tudi na njegovi zadnji poti. Ko so mrliča nesli čez hišni prag, so v njegovem imenu domačini delili kruh. Bogati kmetje so na dan pogreba, zlasti v Javorskem in Gornjevaškem območju, revežem dejali kilogramske hlebce bele moke, ki so jih imenovali bogučki. Dražgošah so, če je umrl gospodar, domočini na pokopališču revežem delili kruh. Na starološkem pokopališču
pa so k pogrebu prinesli kilogramske hlebčke, imenovanega trenta. Narejeni so bili iz bele moke, premazani z mlekom in skorja je imela 3 zareze v obliki trikotnika. Po končanem pogrebu so jih razdelili med sorodnike in če je kaj ostalo, so dali tudi revežem. Tudi za godce včasih bermanci od svojih botrov dobili pletene štrice kruha. Kruh je spremljal ljudi tudi skozi praznike cerkvenega koledarja. Tako je med velikonočnimi jedi sodi tudi kruh, ki simbolizira življenje, Božjo dobroto in Kristusovo telo. Na vse svete 1. novembra so gospodinje med otroke in reveže delile kruhke, imenovane presce. Saj, kdor revežu da, se mu v skrinji ne pozna, ali kdor rad kruha deli, se mu v rokah množi. Gruntarske gospodinje in nekatere meščanke so jih spekle 200 do 300. Darovane so jih z namenom, da tisti, ki dobi hlebček, zmoli tudi za duše v vicah. Škofi Loki so jih pekli z ajdove in ržene moke. Revežni otroci železnikov, ki so obhodili Češnico, Rudno, Studenec, Martin vrh, Ostri vrh, so jim kmetje darovali te hlebčke iz ržene moke, ki so merili nekako 10, 15 do 20 cm premeru. Železnikih in okolicih so te hlebčke imenovali vahče ali vahtrice. Mnogi so jih nabrali toliko kruha, da so se nekako prebili skozi zimsko lakoto. Da bi se obdržali, so ga posušili in ko so ga želeli pojesti, so ga namočili v vodo ali mleko. Za svetnega Miklavža še danes radi posegamo v katerih kvašenih parkih in so prav saj meni vsi posebno dobra sledica. Šteg je pekel vrednega božičnega kruha, imenovanega poprtnik ali poprtnjaka, sega že v predkrščansko dobo. Ljudje so verovali, da ima zdravilno in magično moč. Ime poprtnik ali poprtnjak ima po mestu, kamor so ga položili, ležal na mizi pod bohkovim kotom. Čezenj je bil položen prt. Poleg poprtnjaka je stala posodica z blagoslovljeno vodo, vejica iz cvetno-nedeljske butarice, žita in razpelo. Tu so ostali vse 3 božiče, to se pravi za Božič, Veliko, za Novo leto in svete 3 kralje. V knjigi Avstro-Ogrska monarhija v besedi in sliki iz leta 1891 pa za Kranjsko preberemo. Na predvečer 3 božičnih praznikov na belim prtom pregrnjeni mizi že ležijo 3 božični kruhi. Eden je iz ržene moke, drugi iz ajdove, tretji poprtnik iz pšenične, slednji z raznovrstnimi okrasi v testu. Kruhe pa narežejo drugega za drugim ob teh 3 glavnih praznikih. Torej pride poprtnjak na vrsto šele na svete 3 kralje. V Dražgošah so na dan svetih 3 kraljev odrezali poprtnjak krajček in ga shranili kot sveti predmet. Ponekod so ga zataknili za hišno kljuko, da hudobec ne bi mogel v hišo. Tudi kraljič je imela mladička, so dali košček kraljička. V Sevški dolini so zrezali poprtnjak prav tako na svete 3 kralje. In kdor je prišel v hišo, ga je dobil kos. Ta kruh je imel posebno moč, saj kot pravi pregovor. Kdor poskusi 9 poprtnjakov, je močan za 9 korenjakov. Obilje prazničnih mis pa je zamenjala vsakodnevna realnost. Pomanjkanje hrane ali bolje skromna prehrana je bil del vsakdana večine naših kmetov, dela meščanov in kasneje tudi proletariata. Saj je pri manjših kmetih je konec pomladi dostikrat skoraj ni bilo več živil. Pregovor pravi, največja lakota je takrat, kot cvetita bob in grah. Slabe letine so za voljo suše, moče, toče, kobilic in drugega bile občasna
začasno navaden pojav. V letih od 1813 do 1817 pa so povzročile katastrofalno splošno lakoto in umiranje ljudi. S hlebcem kruha si daje lahko kupil ženivo ali posestvo. Pomagali so se tako, da so med moko dodali zmetane njena semena ali skorjo drevesnega ljubja. V času prve svetovne vojne, ko je primanjkovalo žita, so med moko dodali kruh, kuhan krompir ali zmeti koruzne storžne. Ta latentna lakota je v smislu skrbnega varčevanja in boja s pomanjkanjem se jim končala nekako šele v 60 letih prejšnjega stoletja. Ali se je končala za zmeraj? Ljudje so bili odvisni od vsakoletnega predelka žita. Zato so radi napovedovali in ogledali nebo, kaj jih čaka v prihodnjem letu. Če je v mavrici dosti modrine, bo dosti kruha. Če češmin vrhko cvete, rž rado bogato daje. Poznali so tudi napotke, kdaj in kakšno zemljo je treba sejati žita, da bi bila letina čim boljša. Pšenica pravi, vrzi me v blato, dala ti bom zlato. Rž pravi, deni me v suho, te bom dajala v kruhu. Obilno je ajdova moka, če je januarja tako mraz, da ljube Boga. Če se zabrano praši, ajda bogato rodi. Hvala lepa in kaj bi jaz dejala na koncu? Če kruhek pade ti na tla, beri Boga. Hvala.